Mene zanima, tovornjakarji lahko pričakujejo dvig cestnin, če sem tudi pravilno razumela. To so bili tudi že neki dogovori. O tem bo vlada še odločala. En izmed ukrepov, ki jih je predlagala medresorska skupina, je bila, da se do neke mere dvigne cestnine našim avtocestnim, torej našim cestnim tovornim prevoznikom, vendar pa se jim bo šlo nasproti za znižanjem trošarine, kar je možno kot dopuščena državna pomoč, vendar je treba tukaj doseči najprej dogovor z Evropsko komisijo in hkrati seveda tudi pogledati, kakšen učinek bo imel morebitni ukrep dviga cestnin na eni strani in pa uvedbe znižane trošarine na drugi strani. Vladimir Gajšek in Televej. Vprašam vas, gospod minister, ali vlada obravnava oziroma vi kot minister obravnavate cestni promet, potem tu bi dodal še pomorski promet, celinsko-vodni promet, tudi letalski promet kot materialno-pravno in pogodbeno zadevo ali kot postopek odločanja, ki je političen. Namreč gre za dve distinktivni razmeri do teh vprašanj. Vzmimo, ko odgovarjate ravno glede na cestnino ali pa glede na vinjete, se ljudje pravzaprav vprašujemo, ali je v našo korist ali v našo škodo, ali smo lahko oškodovani z vinjetami. Mogoče se komu to zdi dokaj nenavadno vprašanje, ampak vendar nastaja to vprašanje glede na celotno državo. Ker če si država Slovenija prizadeva za boljšo turistično situacijo kot posledico prometnih odnosov, potem je vprašanje, ali se odločate bolj procesno, se pravi po postopku političnega odločanja, usklajeno seveda z vsemi ministrstvi, ali materialno pravno, se pravi pogodbeno, kot se veže, kaj se vem, od železnice do cestnega prometa, pa tudi letališkega prometa. In še to bi vprašal, ali boste obravnavali tudi letališki promet in pomorski promet, ki je danes, vzemimo glede na Hrvaško, zelo pomemben, in pa tale celinsko-vodni promet. Ministrstvo za promet, ko predlaga vladi ukrepe, ima pred očmi seveda vse to, kar je za državljane pomembno v zvezi z infrastrukturo. Cestna infrastruktura je lahko na tej premici plačevanja ali pa neplačevanja popolnoma zastojn, kot je recimo v Zvezni Republiki Nemčiji za osebna vozila, lahko pa je vse prenešeno na uporabnika. Res pa je, da ne en, ne drugi ekstrem težko pridete v poštev prvi v Sloveniji zato, ker šele gradimo avtoceste, oziroma zdaj že končujemo in nismo začeli recimo takrat v osamosvojeni Sloveniji že zgrajenim avtocestnim križom. Drugi model pa seveda tudi ni popolnoma pravičen, ker ugodne učinke dobre cestne infrastrukture uživamo vsi državljani. In znotraj te premice Ministrstvo za promet predlaga potem vladi, kaj bi bilo najbolj primerno. Res je, da se želi v Evropi prenesti tovor iz cest na železnice, v Sloveniji se dogaja obraten proces, zato ker že celo poosamosvojitveno obdobje prenašamo, torej vse vlagamo v cestno infrastrukturo, v železniško pa skoraj ničesar in to imamo pred očmi. Tako da na tak način se tudi odločimo. Pozdravljeni, Barbara Hrajn, Dnevnik. Prvo vprašanje me zanima, zdaj omenili ste 11 milijonov evrov dodatnega minusa. Mene zanima, ali zdaj to celotni minus Darsa letos, ali se to še na tistih 30 milijonov, ki je že po zdajšnjem sistemu nekako bilo predvideno. Drugo vprašanje pa, kaj je razlog za to, da so ti dokumenti o predlaganem novem cestninjenju, avtoprevoznik in tako dalje še vedno obravnavani pod tajno? Hvala. Glede na prvo vprašanje lahko odgovorim, da je to dodaten minus. Seveda so to ocene, tako pri prvem kot pri drugem. Glede na drugo pa bo gradivo dostopno javnosti, ko bo vlada sprejela vse ukrepe ali pa zavrnila določene ukrepe, ki jih je medresorska delovna skupina predlagala. Blaž Šarc, Kanala. Jaz imam pa eno vprašanje, mene pa zanima. 1. julij 2009, če se ne motim, ste rekel, minister. To bo predlog, seveda pristojnost za spremembo je v državnem zboru, ker je to zakon o javnih cestah. No, potem me pa zanima, kako boste potem zaščitili vse tiste uporabnike, slovenske uporabnike, ki kupujejo vinjete, ki so jo že kupili in tisti, ki jo nameravajo kupiti, torej letno.
ki bodo plačali toliko več, a ne gre tukaj potem za neko diskriminacijo? Torej bi karkoli bi se v državi podražilo med letom bila diskriminacija do tistih, ki so nekaj kupili prej. Težko bi sprejeli takšno argumentacijo. Hvala. Tle še drug. Hvala, kaj še ni dal vprašanja. Ja, mene zanima, Jana Zelaznik, Žurnal 24, zanima me, kdaj lahko pričakujemo, da bo uvedeno elektronsko cestninjenje za tovornjakarje in tudi cestninjenje paralelnih cest. Ne? Zdaj se je pripravljala že pred volitvami, zdaj pa nekako na ledu. Ne? Nekateri podcenjujejo, da je to pač vsak dan izgubljenega blazno veliko denarja. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, če lahko poveste, koliko je celotni znesek teh zamrznenih postopkov in nezačetih postopkov za evropska sredstva. Torej, koliko sredstev pravzaprav čaka zdaj, ne? Ta trenutek je zamrznjenih 38 milijonov sredstev za slivnica Draženci, ki bojo neposredno vplačani v proračunsko blagajno kot povrnitev sredstev in gre za torej, likvidna sredstva, ki jih Slovenija pričakuje in so že odobrena za odločbo. Preostalega denarja je še za okrog 170 milijonov, kjer je tudi zadržan ta trenutek v kompletu. In vaše prejšnje vprašanje je bilo pa? Aha, elektronsko cestninjenje je pravzaprav, sem vesel, da ste to omenili, je želja Republike Slovenije, oziroma ministrstva za promet. Mi bomo to predlagali, mi zdaj proučujemo, kateri model bi bil najboljši. Tukaj se odpira nekaj pomembnih vprašanj, to, kar ste vi omenili, cestninjenje vzporednih cest je ena izmed možnih rešitev, tudi zato, ker se danes tuji cestni prevozniki vozijo po naših državnih cestah brez kakršnega koli plačila. Seveda pa bi bilo treba potem razmišljati, kaj narediti z davkom na motorna vozila, ki obremenjuje naše cestne prevoznike. Torej, vprašanje, ali cestnini vse ceste, ali samo cestninske ceste in če so cestninske, katere so cestninske in seveda kateri sistem uporabiti, satelitski ali mikrovalovni, vsa ta vprašanja po moji oceni do tega trenutka niso bila v zadostni meri obdelana in takoj, ko bojo, bomo začeli z postopki za začetek recimo uvedbe elektronskega cestninjenja.